Lepo pozdravljeni na e-minutkah. Sem Hema Vasle in vesela sem, da ste se kljub tako lepemu vremenu v takšnem številu udeležili našega webinarja. Verjamem, da je zdaj, ko ste spet v razredu in imate učence pred seboj ne pa na zaslonih, delo lažje in veliko bolje vam pisano na kožo. Gotovo pa so bili učenci pri delu na daljavo različno uspešni in vas do konca šolskega leta čakajo pravi izzivi, kako jih pripeljati do znanja, ki ga morajo usvojiti. Upam, da vam bodo predlogi, ki jih bo danes z vami delila soavtorica učnih gradiv za matematiko v 1. in 2. razredu, dr. Marina Rugel, pri tem v pomoč. Med webinarjem vas vabim, da spodaj v rubriko vprašanja in odgovori zapišete svoje vprašanja, lahko tudi kakšne predloge, mi pa vam bomo poskušali na njih odgovarjati že sproti. Marina, izvoli. Takole en lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem vam za skomine dala v ozadje še eno lepo slikco, ki je bila posneta včeraj tam nad Kranjsko goro. Tako da zunaj imate sonce, na tej sliki sneg. Upam pa, da bomo še kaj dobrega in koristnega povedali v tem predavanju. In sicer bom kar takole delila, upam, da je v redu. Ja, dobila sem informacijo, da ste v 1. razredu nekje pri računanju do 10. Upam, da imam pravo informacijo, no, in danes bom na kratko spregovorila o določenih nalogah, ki jih predlagamo, da jih delate, utrjujete, naučite pri tem poglavju, pri računanju do 10 in nekaj več o številskih predstavah, ki so pogosto navedene kot ena od težjih stvari oziroma od pomanjkljivosti pri znanju naših 6-letnikov, torej da nimajo pravih številskih predstav. Za začetek pa, da se malce ugrejemo, vam bom zdaj na naslednji drsnici pokazala nekaj jabolk. Vi pa poskušajte ugotoviti, koliko je teh jabolk, ne štejte jih, tudi premalo časa bo, da bi jih šteli, samo pogledali jih boste in potem zapisali, koliko jabolk je bilo na sliki. Pa kar gremo, 1, 2, 3. Zdaj pa boste napisali v tole anketo, koliko jabolk ste videli na sliki. Ja, Hemo bom prosila za rezultate. Izvolim. Aha. Ne vidimo še? Aha. 7 je tudi pravilni odgovor, kar 80%. Vas je odgovorilo 7, no, nekateri ste videli enega manj, drugi enega več. Če se vrnem nazaj na mojo prosojnico, ki malo lahko tole umaknemo, ne? No. Če še enkrat pogledamo in preštejemo, kako ste tisti, ki ste pravilno odgovorili, kaj ste verjetno v glavi naredili. Videli ste tele 4 skupaj, pa tele 3 skupaj in ste hitro pogoljufali in rekli 7, ker ste sešteli 4 plus 3. Saj domnevam, da je bilo tako. Namreč znanstveniki so ugotovili, psihologi so ugotovili, da je odrasel človek sposoben nekje s pogledom ugotoviti števila do 5. To se pravi, 5 jabolk načelno bi kar večina morala videti. No, tukaj jih je bilo 7, torej 2 več, vendar kot sem že rekla, verjetno ste malce pogoljufali, niste jih 7 videli naenkrat, ampak ste videli 4 in potem še 3 in ste na hitro sešteli in dobili 7. No, pa dajmo poskusiti še z eno uganko. Na naslednji drsnici pa boste videli jagode. Kratek čas, bodo na zaslonu in poskušajte s pogledom ugotoviti, koliko je na sliki jagod.
Pa mogoče še enkrat glasujemo, označite. Verjetno ste se že odločili, tako da Hema prosim za rezultate. Ja, tukaj je pa odstotek nekoliko manjši, verjetno je marsikateri od vas tudi ugibal, 67, prej smo imeli 80% pravilnih odgovorov, namreč tam nekje se vam je zdelo okrog 10, ne, in dejansko jih je bilo 10, tako da, če se vrnemo nazaj, jih lahko tudi preštejete, da jih je res 10. Tukaj imam še eno, ne bomo vas več mučili za odgovori, ampak tukaj imamo tudi število pik, na različnih kartončkih je različno število pik in če malce pogledate, verjetno ne bo težko odgovoriti, koliko pik je na tem kartončku, 2, tudi tehle 5, prej sem govorila o 5 predmetih, ki smo jih sposobni videti, in ne da bi šteli povedati, koliko jih je, tele 4, tudi ni problem, 3 ni problem, 3, 1, 5, medtem ko ostale pa verjetno brez štetja težko. Lahko ugibamo, lahko tudi smo uspešni pri ugibanju, tako kot pri jagodah, vendar pa videti več predmetov in povedati njihovo število ni tako lahko. Na kocki, kjer imamo recimo 6 pik, tudi nikoli ne štejemo 6 pik, ampak zakaj ne? Zato, ker poznamo postavitev, torej samo sliko števila 6, 3 pa 3 pike, ne? Ali pa 5 pik, 4 na vogalih in 1 na sredini, ne? Takrat nam gre lažje, ampak ne zato, da bi mi videli 6 pik, ampak zato, ker so pač tako postavljeni, da takoj prepoznamo 6. Če se zdaj spomnite na svoje 6-letnike, ki jih imate v razredu, tole je ena od nalog, ki je v našem samostojnem delovnem zvezku, in sicer tam pri številih do 3 morajo učenci prešteti število jabolk na drevesu, število metuljčkov, čebelic in rož. In če daste torej 6-letnikom to nalogo, bo večina od njih, morda kakšni bolj sposobni, učno uspešnejši, bodo takoj odgovorili, da so 3 jabolka. Vendar pa večina bo verjetno pokazala s prstkom prvo jabolko in štela 1, 2, 3. Torej se bo premikala od jabolka do jabolka in štela od 1 do 3. Torej, učenci, otroci pri 6 letih, te sposobnosti, ki jo imamo odrasli ljudje, da vidimo in vemo za število, vsaj pri majhnem številu predmetov, tega še ne znajo. Če se zdaj nadaljujem z tole nalogo, seštej 8 plus 5. Takih računov v 1. razredu, to je seštevanje s prehodom, jih srečate šele na koncu šolskega leta in to s konkretnim materialom, kjer nastavijo 8 kock in potem dodajo še 5 in vse skupaj seštejejo, ampak samega računanja s prehodom pa se potem lotijo v 2. razredu. Zakaj vam torej tole kažem? Zato, ker je pa izredno pomembno, da mi v 1. razredu učence pripravimo za kasneje, da bodo znali seštevati za prehodom. Je pa izredno pomembno, kako jih naučimo v 1. razredu določenih veščin. In o tem bi rada danes spregovorila nekoliko več. Sama imam kar precej izkušenj tudi z inštrukcijami, z inštruiranjem, sicer učim v gimnaziji, ampak inštruirala sem pa tudi veliko osnovnošolcev, pa tudi gimnazijci, vidim, da imajo nekateri z takimi računi kar precejšnje težave. Seveda delno zato, ker jih pokvarijo kalkulatorji, ker 8 plus 5 se ne mučijo računati na pamet, ampak vzame kalkulator v roke, ali pa telefon, se imajo danes kalkulatorji tudi na telefonih.
Računanje jim pa dela težave. Zdaj pa, če za hip zaprete oči in se poskusite razmisliti, kaj pravzaprav vaši možgani počnejo, oziroma kakšno razmišljanje se plete v vaši glavi, ko seštevate 8 plus 5. No, verjetno gre za takle proces. 8, najprej moramo vedeti, koliko še manjka do polne desetice, torej dopolnjevanje do 10. 8 najprej vemo, še 2 nam manjka do 10. Torej moramo tej petici, ki jo prištevamo osmici, najprej 2 vzeti in pridemo do 10 in potem od petice ostanejo še 3 in seveda 10 plus 3 je 13. Ne? Torej gre za dve stopnji razmišljanja. Najprej dopolnjevanje do 10, do polne desetice in potem razdružitev drugega števila, drugega seštevanca na tisti del, s katerim smo dopolnili do desetice in tisto, kar je še ostalo. In seveda to potem ne samo števila preko prve desetice, ampak podobni primeri potem pridejo pri vsakem računanju, pri prehodu tudi do 100 in v drugem razredu kasneje računanje do 100, pa potem pač do poljubno velikih števil, ko seštevamo preko desetice oziroma seštevamo s prehodom. Mi, odrasli, ponavadi nimamo težav videti, koliko manjka od 8 do 10. Zato, ker so naše številske predstave že bistveno boljše, kot so pri 6-letnikih. Ne vidijo vsi 6-letniki, da je 8 treba prišteti še 2 zraven, da pridemo do 10. Zato je izredno pomembno, da jih v prvem razredu naučimo te pare. Pare, ki nam dajo skupaj 10. 1, 9, pa seveda tudi obratno, 9, 1, 2, 8, 8, 2. 3, 7, 7, 3, 4, 6, 6, 4 in 5, 5. Ker jim je njihova številska predstava in število predmetov še ni tako izostreno, je treba te pare naučiti na tak način, da jih avtomatizirajo. Da jih avtomatizirajo tako kot poštevanko potem v 3. razredu. Če vam rečem, koliko je 3 krat 7, ne boste seštevali 7 plus 7 plus 7 ali pa ne vem, 2 krat 7 pa še 7 zraven, ampak boste ustrelili 21. Zakaj? Zato, ker ste poštevanko strenirali do avtomatizacije. To je tisto, ko rečemo, če vas v polnoči pokličem, ko trdno spite, pa vas vprašam 3 krat 7, morate ustreliti 21. Torej nekje tam iz malih možganov potegnemo, 3 krat 7 je 21 in nič drugače. In na enak način moramo otroke pripraviti, da ko sliši 7, trenutku zraven zazveni 3. Ko sliši 6, zraven 4. Ko sliši 4, zraven 6. In zato smo v našem samostojnem delovnem zvezku temu posvetili kar precej pozornosti in seveda želimo, da se učenci v prvem razredu to res dobro naučijo, do avtomatizacije. No, in zdaj vam bi predstavila v nadaljevanju naloge, ki smo jih pripravili v ta namen. Najprej en takle čist konkretna naloga, ko imamo v vrstici narisana jabolka, 10 prostorčkov, najprej morajo ugotoviti, koliko je jabolk. Tudi tukaj smo mi v prednosti. 7 bomo zelo hitro videli, mnogi učenci jih bodo morali prešteti, da vidijo 7. Tam na sredini smo pri 5 dali eno črtico, ki bo verjetno marsikomu v pomoč. Namreč tudi, ko imamo dlani, imamo 5 in 5 skupaj 10. To se pravi, tista črta, ko računajo s prsti, lahko pomaga, prva roka je cela zasedena in potem sta še 2 jabolki čez. In je to 7, ne? Eni bodo pa šteli od jabolka do jabolka, 1, 2, 3, 4 in tako naprej. In koliko manjka do 10,
spet vidimo 3 prazne prostorčke in imamo par 7, 3. Enako hruške, jagoda in tako naprej. Skratka, sadeže po dolgem in počez združujejo pare, koliko jih vidijo, koliko jih manjka. Potem imamo takole nalogo, kjer želimo, da rožici skupaj dasta seštevek 10, torej spet iščejo pare. Zdaj ni konkretno, ne vidijo slikce, tako kot v prejšnji nalogi, ampak morajo že spomniti se 4 plus 6 je 10, 9 plus 1 je 10, 10 plus nič je 10 in tako naprej. Potem imamo tole nalogo, ko sta fantek in punčka, deklica in deček in imata na srajčkah napisana števila, skupaj mora biti 10. Seveda najprej izpolnijo to nalogo v samostojnem delovnem zvezku, potem pa imamo v delovnem zvezku kar precej iger, kjer se otroci učijo z gibanjem. Tudi tukaj strokovnjaki trdijo, da možgani bistveno bolj delujejo in se bolj zapomnijo, kadar vključimo v učenje tudi telo, kadar se zraven tudi gibljemo. In zato v delovnem zvezku, kadar najdete takole supergico pred nalogo, pomeni, da gre za nalogo, v kateri se učenci gibljajo. Tale igra se imenuje igra parov, zadaj pa imamo v delovnem zvezku navodila, kako se to igro igra. Seveda, če vi nimate časa v delovnem zvezku, se nikjer ne bo videlo, da se te igre ne boste šli. Namreč nekateri učitelji, ki že uporabljajo in učiteljice, ki že uporabljajo naše samostojne delovne zvezke, pravijo, da je kar precej snovi, da praktično celo uro jih spremlja delovni zvezek. Ni treba, da rešite vse naloge. Namreč starši ne bodo videli, da delovni zvezek ni izpolnjen do zadnje vrstice. Namreč ponavadi se tega bojimo, ker so starši zelo slabe volje, če delovni zvezku ostanejo nerešene naloge. Te naloge so predlogi, kako se vi lahko igrate in verjetno vas bodo kar precejkrat spodbudile, ker so igre prijetne, ker gre za gibanje in jih tudi otroci imajo radi in poznajo ta simbol supergo in bodo želeli se igrati. Kaj pa se boste igrali igro parov? Otrokom razdelite listke, poskrbite glede na število učencev, da so listki po parih, torej da imate, če imate 2 trojke, da imate tudi 2 sedmici. Torej za rabite eno ničlo, desetko, enko, devetko. Zdaj, če je več učencev, potem te pare lahko podvojite in otroci se gibejo po razredu, se igrajo, hodijo sem in tja, na vaš znak, ki je plosk, glasba, zvonček, piščalka, karkoli pač uporabljate, pa morajo iti v pare. In sicer v pare tako, kot vidimo zgoraj, da sta v paru 3 in 7, 4 in 6 in tako naprej. Potem lahko, če imate v razredu 20 učencev, da imate vsak par po 2-krat, lahko igro ponovite in morajo v naslednjem vašem znaku najti drug par. Lahko si listke med sabo zamenjajo, da enkrat imam 3 in 7, drugič pa imam jaz 2 in iščem osmico. Tako da to igro se greste lahko tudi večkrat, ni samo za enkrat, lahko jo ponovite, lahko jo imate za uvodno motivacijo, lahko jo imate za zaključek ure, lahko jo pri športu vključite, ko se lovijo, da natekajo kar tako sem, pa lahko s številkami in iščejo svoj par. Potem imamo tukaj le zgoraj eno nalogo, kjer gre za sodelovanje. Tale ikonca pomeni, da sta po 2 skupaj igrata in sicer sošolec ali sošolka pove eno število, ti pa moraš povedati tisto število, da če jih seštejemo, dobimo skupaj 10. Kar pomeni, če sem jaz v paru s teboj in jaz rečem 3,
moraš ti reči 7. Če ti rečeš 4, moram jaz reči 6. Potem imamo takole nalogo, kjer morajo pobarvati vsa polja, v katerih je rezultat 10. No, če pravilno pobarvajo, dobijo tole na desni je že rešitev, je ena taka malo bolj računalniška oziroma taka 10, vendar pa je toliko, da jo učiteljica, ko gre po razredu, zelo hitro lahko vidi, če so učenci pravilno rešili, če so dobili takole 10, kot jo vidimo tukaj na desni strani. To je rešitev, ko pobarvajo. Potem v gradivih učenci dobijo tudi listke, plastificirane, z številkami od 0 do 10 in te številke dajo takole v pare, potem zamenjajo vrstne rede in vpišejo tako, da spet ponovijo 0, 10, 10, 0, 1, 9, 9, 1 in tako naprej. In na koncu imamo še eno nalogico, kater listek je ostal brez para, ker imajo samo po eno vsako število, seveda petke nimajo dveh in ugotovijo, da petka je par. Tale je bolj praktična v delovnem zvezku naloga, je pa mogoče ideja za vas, lahko kdaj učence presenetite in v razredu pripravite 2 omizji in to nalogo praktično izpeljete. To se pravi, pogrinjki so, najprej učencem lahko postavimo vprašanje, no, za koliko ljudi je pogrnjeno za temle omizjem. Zdaj, če imate v razredu seveda tam okrog 20 otrok, potem lahko naredite 2 omizji in vprašate, najprej ocenijo, potem preštejejo, za 10 jih je in zdaj vilic je nekaj na mizi, nekaj jih manjka, lahko vilice preštejejo in potem ugotavljajo, koliko vilic še manjka in se kasneje prepričajo, ko preštejejo prazna mesta, kjer manjkajo vilice. In enako tudi za nože. To se pravi, lahko rešujemo nalogo praktično, lahko pa samo teoretično v zvezku. Tudi tale je gibalna, ko iz starega papirja papir malce pobarvate, tako da so žogice ločene po barvi, zmečkate papir, da nastane žogica in imate 10 rumenih, 10 zelenih žogic in jih mečete v koš. Potem pa štejete, koliko jih je v košu, koliko jih je na tleh, skupaj jih je 10. Tukaj le bodo seveda malce tekmovali, lahko pa mi nalogo še malce otežimo in ne gledamo, kaj je v košu, ampak rečemo, poglejte, zelena ekipa je zgrešila 4 žogice. 4 žogice niso padle v koš, torej koliko žogic je v košu? Spet 4, 6. Rumena ekipa jih ima 5 zunaj, torej koliko jih je v košu? 5. Ali pa tale, ki je tudi gibalna, postavite 10 stolov, tako kot v avtobusu, nekaj učencem rečete, naj se usedejo na ta avtobus, preštejemo, koliko jih potnikov vstopilo v avtobus, no tukaj je predlog 6, in seveda potem učence ne da bi šteli, vprašamo, koliko je še prostora, koliko še lahko potnikov vstopi, da bo imelo svoj sedež, pa zamenjamo potem, pa damo 3 na avtobus, koliko imamo praznih sedežev, 7, lahko potem seveda to tudi praktično preizkusimo, spustimo na avtobus še 7 in preverimo, da res vsak sedi na svojem stolu. Ta igra se lahko ponavlja, vsi bodo želeli kdaj priti na avtobus in vi spreminjate, potniki izstopajo, vstopajo, zraven še malce računate in utrjujete pare do 10. No, zdaj smo utrjevali, koliko manjka do 10. Smo rekli 8 plus 2. Aha, ampak zdaj pa je druga naloga, da moramo pa tudi 5 znati razdružiti. 2 smo že vzeli stran, torej 5 moramo vedeti, da je 2 plus 3. Zato ne manjka tudi takih nalog, kjer
morate pa manjša števila od 10 razdružiti. V tejle hiški napisati račune, kje dobimo vsoto 5. Z igralno kocko nastaviti igralno kocko tako, da bo vsota pik 5, da bo vsota pik 6, da bo vsota pik 7. Namreč vsak dobi tudi igralno kocko, lahko delata 2, tole naloga je v paru, ker rabita 2 kocki igralni in nastavljajo kocke. Da bo skupaj 8 pik, tudi ena naloga. Potem pobarvati, da bo rezultat enak 9, podobna naloga, kot smo imeli pri 10 in rešitev je spet taka, da jo učitelj zelo hitro lahko preveri, če so pobarvali vse polja, ker se pokaže nekak 9. Potem z listki in dominami postavijo si svoje listke takole v stolpec in iščejo domine, kjer je vsota pik, recimo 6. 1, 5, 2, 4, 3, 3, pa 0, 6. In seveda pri dominah ne bo vseh možnih kombinacij, ker nimamo vsega 8 pik, ni na domini, ali pa 10 pik, tako da pač tiste, ki so, izbirajo med dominami in trenirajo. Vse te naloge so pa podprte oziroma vse te veščine pa lahko trenirate tudi na portalu učimse.com, ko za popestritev delate z računalnikom in sicer, če imate te pametne table ali če projicirate lahko na tablo ali pa jim daste za domačo nalogo, pa bom pokazala še to. Se vidi tale portal? Kema je v redu takole? Ne, Marina, še zmerom vidimo PowerPoint. Aha, moram še enkrat deliti. Takoj. Zdaj pa je v redu verjetno? Zdaj pa je, ja. Ja, tole je portal učimse.com, kjer imate za različne predmete nalogice. No, jaz bom zdaj pokazala 2 nalogici pri matematiki. Torej, 1. razred smo, tukaj zgoraj piše, da gre za 1. razred. Matematika. Sem malce preveč kliknila. Imamo števila, računanje, merjenje, skratka različne skupine nalog. No, gremo pod računanje in bomo pogledali tole lokostrelstvo. Seštevam do 10. Z lokom ustreli v pare števil, ki dajo vsoto 10. Torej, navodilo je bilo, če smo ga Z lokom ustreli v pare števil, ki dajo vsoto 10. Torej, z lokom moramo ustreliti v pare števil, ki dajo vsoto 10. Kliknem na 8, kliknem na 2 in spodaj se mi napiše 8 plus 2 je 10 in kljukica. 4, pa recimo, da se zmotim, pa dam 4 pa 7 in računalnik me opozori, da je 4 plus 7 je 11 in da je bilo narobe. Tako dobijo otroci takoj povratno informacijo, če je račun pravilen. Gremo do konca, na koncu imamo še tistega Nandeta, ki nas ves čas spremlja in spodbuja. 9, 1. Je tudi v redu. 4, 6. In še 10. Nič. In smo nalogo končali. Nande, date kine otrokom. Saj bo šlo. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Tako, smo dobili še spodbudo, ne? Pa še eno nalogco na hitro pokažem, potem pa zaključimo. Tole gosenico. Gosenico okrasi s cvetlicami tako, da bo na vsakem paru členkov vsota 10. In potegnemo 6, zraven 4, 10 pa nič, 9 pa 1, 9 pa 1
in 3 in 7. Takole, preverimo in pravilno in nova naloga, ne, 3 naloge imamo, tukaj le spodaj nam piše. Tako. Tole smo pripravili za danes. Hvala lepa, če so kakšna vprašanja, smo še na voljo za vprašanja, sicer pa toliko za danes. Hvala lepa. Marina, hvala lepa. Vprašanj ni. Imate še čas, da jih zapišete, če koga še kaj zanima. Tisti, ki ste se prejšnji teden udeležili webinarja, veste, da so nekatera gradiva za drugi razred že izšla, druga pa se tudi počasi bližajo koncu in počasi grejo proti tisku. Lepo vas vabim, da se v ponedeljek udeležite naslednjega webinarja, ki bo namenjen predstavitvi gradiv za drugi razred, torej učnega kompleta Moj Nande 2. Predstavitev bo praktično naravnana, torej avtorice učnih gradiv za drugi razred vam bodo na konkretnih primerih pokazale, kako uporabljati gradiva in kako popestriti pouk matematike, slovenščine in spoznavanja okolja z didaktičnimi pripomočki, ki jih bodo učenci ali vi dobili zraven gradiva. Če imate kakršnokoli vprašanje, željo po predstavitvi, nam lahko pišete na mail učbeniki@mkz.si in vam bomo odgovorili. Zdaj pa vam želim lepo popoldne, hitro na sonce, dokler še je, in se vidimo naslednji teden. Hvala lepa.